Živijo, sem Gaja in ni mi vseeno, kakšno kozmetiko uporabljam. Zato sem se tudi sama preizkusila v izdelavi naravne kozmetike. Da bi o tem izvedela kaj več, sem obiskala družinsko podjetje, ki izdeluje kozmetiko iz gline. Kaj vse v vašem podjetju proizvajate? Razna mila, potem mazila, maske za obraz, potem šampon za lase, zobne paste. Katere sestavine pri tem uporabljate? Slovenske, po možnosti lokalne, naravne sestavine. Zakaj glina? Ker je 100% naravna, je v Sloveniji, pa še moj oče se je s tem začel ukvarjati, je tudi mene na to navdušil. Sama sem se preizkusila v izdelavi parfumov, vam jih lahko pokažem. Tole je zelo zanimivo. Ker ste prej rekli, da proizvajate kreme, bi mi lahko pokazali postopek izdelave? Vsako kremo potrebujeva olje, olivno olje, ker je zelo dobro za kožo. Potem potrebujeva čebelji vosek, to pomeni, da je krema potem trda, obstojna, zato damo čebelji vosek. Potem so pa razna druga zelišča oziroma eterična olja. In v končni fazi tako kremo dobiš. Kakšna kozmetika je primerna za nas mlade? Za vas je pa zelo primerno maske za obraz, kar pomeni, da malo sušijo kožo, malo teh mozolčkov gre stran in potem se namažete še z raznimi mazili. Je primerna kozmetika vseh tipov, samo da je na osnovi olj. Naravni kozmetiki kaj dodate, da je bolj obstojna? Mi ne uporabljamo nobenih konzervansov, nobenih emulgatorjev, stabilizatorjev. Domača, naravna krema zdrži 1 leto brez vseh teh stvari. Zakaj je naravna kozmetika boljša kot tista, v kateri je polno kemikalij? Telo jo veliko bolj sorbira, tudi boljše za okolje. Če že, uporabljamo naravno kozmetiko in super je, ker jo lahko narediš tudi sam. Adijo!